ta vrednota svobode govora, da je ta meja čim bolj na desno. Ker ne predstavljam si, kdo se bo postavil kot avtoriteta in rekel, to moramo cenzurirati, to pa ne. To se mi zdi mogoče zgodovinsko gledano še bolj nevarno, kot ta problem, ki smo ga zdaj opredelila. Pa me zanima vaši pogledi na tole. Eno od res težjih vprašanj danes, ki lahko ima zelo globoke ali širše posledice. Najprej sem rekla, da je sovražni govor ali tudi fake news, lažne novice, ena največjih nevarnosti demokraciji. Namreč demokracija, družba lahko normalno funkcionira, ko obstaja en približen konsens o razumevanju tega, kaj se v družbi dogaja. In če imamo potem fake newsing, ki so 3-krat močnejše v zabijanju golov, kot pa ostale, recimo jim temu kredibilne, resnične novice, potem nas mora to skrbeti. Zdaj, razlikujem, ko gre za lažne novice, ali se širijo zaradi tega, ker jih nekdo širi namenoma, ali se širijo zaradi tega, ker obstaja na svetu tudi nevednost. Nevednost ni problem zaradi tega, ker proti njej se da ukrepati. Vsaj pri večini ljudi. Če gre pa za namerno širjenje, danes mi smo veliko časa govorili, saj sploh ne bo več klasičnih vojn, zato ker bodo samo hibridne vojne in marsikaj se bo odvijalo na osnovi lažnih novic. Žal imamo danes tudi v Ukrajini klasično vojno z velikim delom tudi hibridne vojne. Pomeni zdaj, če nekdo širi lažne novice z namenom, da bi nekaj dosegal, prvič moraš sploh vedeti, ali je to res lažna novica ali ne. Pomeni, da bi moral preverjati. Deloma se danes to zna, nam spet tehnologija pomaga recimo z umetno inteligenco, lahko to prej prepoznavamo, po drugi strani je pa to preverjanje izjemno težko. Pomeni, ali bomo tiste komunikacijske vire, za katere sumimo, da bi lahko bili izvor fake news, zaprli in zavezali jezik in seveda, kdo bo to delal. In zdaj smo pri vašem vprašanju cenzure. Jaz mislim, da je to nemogoče in da bi to bilo tako zelo nedemokratično, da bi boj proti fake news, ki so grožnja demokraciji, da bi boj proti fake news bil še večja grožnja za demokracijo. Sem absolutni nasprotnik cenzure, zaradi tega, ker ne more priti do izraza to, kar je bistvo vsake družbe, namreč, da imamo različna mnenja. Meni se zdi, da smo se povampirili tudi na ta način, seveda je zelo demokratično, ljudje smo različni, imamo različna mnenja, ampak nam se je pa v zadnjem času zdaj zgodilo to, da je celo imeti različno mnenje že včasih narobe. Govorim recimo lahko na primeru spola, pravice do splava. Sem velika zagovornica tega, da seveda ženska ima pravico, da odloča o svojem telesu, so pa ljudje, ki imajo drugačno mnenje. A lahko gremo nazaj? Jaz tudi, ampak je treba po moje opredeliti neko mejo. Se pravi, ženska ima pravica, kaj dela s svojim telesom, a to pomeni, da je lahko, ne vem, zarodek v 8. mesecu, pa se ona odloči, zdaj ga bom jaz splavila in ima to pravico. Tukaj pridemo do težav. Po moje, kdo to določa? Kdo pa, kje je sploh ta meja? Ker mi moramo reči, kdaj je zarodek živo bitje, ki ima podobne pravice kot nek rojen človek. In treba je neko mejo pol potegniti, do kje seže pravica ženske nad svojim telesom, kje ima pa pravico ta zarodek. In verjetno se večina z mano strinja, da ne moramo 9. mesec kar se odločiti. Se veste, meja je določena, kdo jo je določil, na kakšen način so jo določili, ampak pogledajte, in ravno ta vaš primer je dober dokaz, kaj je danes enoznačno ali kaj je resnica. Veste, mi vsi rečemo,
1 meter ima 100 centimetrov, to je resnica. Ampak to je dogovorjeno. To je dogovorjeno, ja. En dan ima 24 ur, vsi verjamemo, to je resnica. Je tudi dogovorjeno. Pomeni, veste, danes jaz sem izjemno vesela, ko imam ob sebi skeptike, dvomljivce ali ljudi, ki, recimo tako, kot ste vi prej rekli, ja, tudi jaz sem za pravico do splava, ampak kje je zdaj tista meja? Ja, lahko se vprašava, zakaj ima nek človek sploh pravice ali pa da ni dobro, da trpi, ker ima živčni sistem. Lahko rečeva, jaz zdaj, če nekaj narediva z mojim telesom, bom jaz trpel in me bo bolel in to je slabo, če nima nekega namena to trpljenje. Ne? Recimo, ja. Ja. In zdaj lahko rečeva, obstaja neka objektivna resnica, ki nam jo bojo povedali strokovnjaki, jaz ne vem, kdaj zarodek čuti bolečino ali pa kdaj ima toliko razvit živčni sistem, da bo trpel. In to ni pri 8. mesecu, takrat ima razvit živčni sistem. Jaz sicer ne vem, ali je to pri 2-3 mesecih, ne, ampak ne bi jaz tako videl to kot meter, ker je dogovorjeno, da mi rečemo, ampak lahko pogledamo neke objektivne signale in se odločimo, ne želimo, da trpi. Načeli ste pomembno temo, kdo določa omejitve, ki veljajo potem v družbi. In v tej povezavi se mi zdi izjemno pomembno, ali mi institucijam, ljudem, ki postavljajo omejitve, ki se naj bi jih mi vsi držali, ali jim zaupamo. In to, kar se mi zdi danes, da smo zlasti v Sloveniji v COVID času izgubili, je zaupanje. Ko sem prej govorila o kredibilnosti vira informacij. Če je vaš podcast cenjen, če polovica Slovenije govori o tem, kako ste vi v redu, name to že vpliva, da vas vidim kot nekoga, ki je dober v tem, ko svoje delo opravlja. Če mi pa nekdo reče, a kun mu klemno greš, rajši ne. On ni v redu. In če je ta vir informacije nekdo, ki je v mojem ozkem krogu, mu bom jaz verjetno verjela. Pomeni to, zaupanje ali nezaupanje se mi zdi danes izjemnega pomena. Zakaj? Recimo, če govorimo na primeru vlade, ki mora sprejemati ukrepe. Ko bo sprejela verjetno tudi kakšne težje ukrepe, če nas res čaka taka huda jesen, če bomo mi vladi zaupali, bomo lažje ravnali v skladu s temi pravili. Ali če se zdaj spet povrnemo, nekdo zdaj določi, kje je meja, do katere se lahko še splav naredi? Ne, ločeno. Ja. Nekdo določi, kdaj je živčni sistem razvit, toliko, da lahko trpi, in to je nek ločen človek. In njemu rečemo, hvala za informacijo, vi ste celo življenje raziskovali živčni sistem, hvala lepa. Zdaj pa neka druga posvetovalna skupina moralno oceni, mogoče lahko to vzamemo kot mejo. In po tem obdobju, brez razloga, brez tveganja za mater nima več pravice kar splaviti zarodek. To je zdaj moje mnenje ali pa razmišljanje. Se pravi, opremo se na strokovnjake, potem pa to informacijo vzamemo in jo umestimo v naš moralni sistem. Tako si jaz predstavljam. Ja, vidite, družba je sestavljena iz enih norm in sem prej želela opozoriti še na ta segment, in če nekdo o teh normah začenja dvomiti, je lahko že problematičen. Ker to, ko sem prej začela o splavu govoriti, ja, so ljudje, ki pravijo, splav je absolutno pravica, in so drugi ljudje, ki pravijo, da pač bi z dnevom spočetja je to že življenje. Ampak mi smo se povampirili v komunikaciji v zadnjih letih na ta način, da smo, govorim tako o levih ali desnih, kakršnih koli že, povampirili na način, nimaš prav. Ja. Samo pravica do splava obstaja in nič drugega. Pomeni, da smo postali na nek način džihadisti do drugačnih, ki samo na drug način, ki imajo drugačno mnenje. Vkopani smo v svoje resnice. Ja, ampak to, da imamo različna mnenja in da moramo vedno znova iskati kompromise,
To je gonilo družbe. A si predstavljate, kam bi prišli, če bi vsi enako razmišljali. Ampak mi smo postali danes taki, napačno razmišljaš. Ne bom se več s tabo ukvarjal. Kako lahko sploh rečeš, da splav ni v redu? Ne. Zakaj misliš, da splav ni v redu? Kaj te je pripeljalo do tega? In tega dialoga v družbi ni več, ker potrebuješ čas. Če sem se recimo česa v Švici naučila, sem se tega, da je osnova delovanja države je sklepanje kompromisov. Je sklepanje kompromisov v dobro družbe, zdaj tako poenostavljeno rečeno. Ampak, veste, imamo tudi ljudi, ki potem pravijo, samo moje mnenje je vse veljavno in nobeno drugo. Kako zelo nevarno je danes to postalo, ampak povezano je spet, ko sem rekla prej zaupanja. Ne? Zakaj se nam je tako zelo presneto, zlasti v Sloveniji, recimo zalomilo? Mi smo država, kjer imamo eno najnižjih zaupanj v vlado in pa v parlament. Vsaj bilo je tako še na začetku letošnjega leta, ne, pod drugo vlado. Najnižje pomeni... A veste, katere države imajo najvišje? Glih včeraj sem gledal. Saudska Arabija, autokracija, Kitajska. Ja. Ravno hotela sem reči, mi vsi bi takoj rekli, demokratične države, ne vem, skandinavske države. Tudi to bi spet lahko razpravljala za en poseben podcast, zakaj se nam ta fenomen dogaja. Gre pa predvsem za to, ali ljudje, državljani verjamejo, da vlada, parlament delata v njihovo dobro. Ali ljudje verjamejo, da znanstveniki delajo v njihovo dobro. Ali ljudje verjamejo novinarjem, da govorijo resnico. Pomeni, absolutno nisem za omejevanje pravice do svobode govora, sem pa zelo pozorna na to, ko na zlorabe pravice govora, namreč tudi ena beseda je lahko sovražno dejanje.